Dobrodošli v 7. delu serije Stock Market za začetnike. V prejšnjem videu sem vam povedal, kdaj je treba neke delnice kupiti, in zato se mi danes zdi fair, da vam povem še, kdaj je treba delnice prodati. No, ta video je spet namenjen bolj za tiste, ki boste kupovali posamezne delnice, tisti, ki kupujete indeks ETF-e, pač sploh ne razmišljate o sellanju, zato ker dalj časa, ko boste v bistvu holdali te indekse, bolj bo vaš return pač eksponenten in več denarja boste zaslužili. No, kdaj torej prodati neko določeno delnico? Se pravi, najprej bi vam rad povedal, da 100% ne bojo vse vaše delnice, ki jih imate, winnerji. Na kakšnih delnicah boste izgubili denar, to je čisto normalno, zato ker pač vsi delamo napake, a ne. Edino treba je pol pri teh losing stocksih je tudi fajn, da jih v bistvu pravočasno prodate, preden bo v bistvu vaš loss še večji, kakor bi lahko bil. In to bom v bistvu povedal na koncu videa, dva primera, v katerih jaz sellam svoje delnice. No, drugače pa kar se tiče sellanja, se jaz v bistvu držim enega načela, ki se mu reče broken sell button. In kaj to pomeni, je v bistvu, da si za vse svoje delnice, ki jih ownam, si predstavljam, da je sell button dejansko broken. Pač, da ne obstaja in teh delnic ne prodajam. No, zakaj? Ker kar večina folka naredi je, ne vem, si rečejo, ja, ko bo ta stock hitel ta price, bom, ne vem, prodal pol svojega positiona, ko hitel ta price, bom prodal, ne vem, Google, pa bom bavil Teslo. In kaj je tukaj problem? V bistvu sta dva problema. Prvi problem je, če sellate in svojega denarja v bistvu ne vložite nikamor drugam. In v tem primeru vi v bistvu izgubljate denar že iz vidika opportunity costa. Zdaj, kaj to pomeni, je v bistvu, da če vi prodate delnico in vam pol ta cash stoji, izgubljate denar že zaradi tega, ker bi v bistvu vam ta denar lahko delal profit v neki drugi investiciji. Tako da se v tem primeru bolj splača sam ne prodati tistega prvega stocka, ga raje pač sam holdati, ker pač v nekih normalnih market conditionsih bo šli stocksi na dolgi rok pač gor. Sploh če ste si izbrali take stockse, ki v njih verjamete, se vam pol bolj splača imeti sam denar pač v teh delnicah. Tako da ni razloga, da v bistvu sellate, ni razloga, da boste plačali davke, sploh če so to short term davki, če niste holdali te delnice že dolg časa. Ni razloga, da vam ta denar ne dela nič produktivnega, ker vsi vemo pač, da če imate svoj denar v cashu, pač izgublja buying power zaradi inflacije, sploh če je pač to visoka inflacija, kot jo imamo zdaj. Še ena napaka, ki jo vidim pri ljudeh, da jo velikokrat naredijo, je v bistvu, ko dobijo nek profit v stocksih, si vzamejo ta profit, ga vzamejo kakor nek ekstra income, ki ga dobijo, ki ga v bistvu lahko zapravijo. In s tem se v bistvu naredi nek tak začaran krog, da vedno, ko dobiš nek profit v stocksih, ga pol zapraviš. In to je vse cool, dokler je market up, pol ko pa enkrat crasha, pa pač izgubijo ves svoj cash. No, drugi problem pri sellanju je pa v bistvu ta anxiety, ki pride zraven s tem, ko vi sellate stockse. Če boste vi ownali nek stock z namenom, da ga boste sellali, boste vsak dan gledali, koliko je price, koliko je šel gor danes, koliko je šel dol danes. Ne vem, ko bo en dan 3% gor, boste rekli, ja, to moram nujno sellati. Ko bo dol, boste rekli, fuck, zakaj nisem sellal tega včeraj. In v glavnem pač to vas bo drivalo crazy, tako še večji problem je pa pol, ko enkrat sellate stock, da boste v bistvu skozi razmišljali, kaj če ga ne bi sellal, koliko bi imel zdaj več denarja. In v bistvu se boste sami sebe boste sfukali. No, in to je vedno slabo, ker tako pol ljudje začnejo tradati z emocijami. In vsi vemo, da ko se enkrat začne tradati z emocijami, da skoraj vedno naredimo pol napačno odločitev. In
pač sami sebe bo se s seljenjem v bistvu mentalno pač čisto izmučil. No, zaradi tega je tudi važno, da v bistvu investirate long term v podjetja, ki so vam pač všeč, ki verjamete v njih, ali pa pač v indekse, zato ker pol vam bo v bistvu vseeno, koliko se price premika dnevno, ker pač itak čez 5-10 let to ne bo imelo veze. Kar bi vam še predlagal je v bistvu, da cene vaših delnic sploh ne gledate, v bistvu da gledate samo koliko sharesov imate in da je vaš glavni cilj v bistvu samo večanje števila sharesov, ki jih ownate. No, moj sell button je torej locked, ampak dajmo si zdaj pogledati v bistvu dva primera, v katerih bom ta sell button unlockal, v bistvu kaj se mora zgoditi, da jaz prodam svojo delnico. No, prvi primer, v katerem bi jaz prodal svojo delnico, je, če se temelji tega biznisa, pač od tega podjetja, ki ga ownate, če se ful spremenijo oziroma če se poslabšajo. Zato ker, kakor vemo, vedno ko kupimo neko delnico, imate verjetno nek razlog, da ste jo kupili, ali je to nek growth, ki mislite, da ga bo to podjetje doživelo v prihodnosti, ali je to nek profit, ali so to, ne vem, expansion v kakšen drug sektor mogoče. No, v primeru, da se te temelji spremenijo, naprimer, ne vem, podjetje neha growati, mogoče se začne celo krčiti, mogoče niso več profitable, začnejo izgubljati denar, mogoče si vzamejo full dolgov. V teh primerih je v bistvu čas, da se ta stock sella. Zdaj, da ne boste narobe razumeli, to je v bistvu, da se temelji biznisa spremenijo na dolgi rok. Zdaj, če bo podjetje mislilo ene earningse, to ne pomeni, da morate kar vi sellati, ampak to v bistvu govorim na dolgi rok, če opažate neko večjo spremembo v biznisu tega podjetja. No, drugi razlog, da jaz sellam neko delnico, bo mogoče malo controversial, zato ker malo nasprotuje temu, kar sem govoril v prvi polovici tega videa, ampak drugi razlog je v bistvu, če gre to podjetje ful preveč gor, pač v nekem dosti relativno hitrem času, oziroma pač če experience neke ful preveč velike gainse. Zdaj, kaj mislim s tem, ne vem, ali je to 100% ali je to 50%, koliko je to. Zdaj, jaz to gledam v bistvu tako, da si predstavljam, če te delnice ne bi imel, a bi jo sploh pogledal, a bi me ta valuation sploh zanimal. Zdaj, če je odgovor ne, je v bistvu čas, da sellam to podjetje. Tudi če ownate to podjetje, predstavljajte si, da hoče en drug od vas baviti to delnico in če si mislite, da ta šef je res crazy, da bo bavil ta stock na tej ceni, pol je čas, da to podjetje prodate. Tudi če mi je podjetje pač res všeč, če si ne morem nekako zagovarjati tega valuationa, če je valuation res preveč rich, pol je stock predrag in v tem primeru je pač čas, da ga sellam. In ja, no, to so bila v bistvu dva razloga, zakaj bi jaz sellal stock. In ja, to je to za ta video, tako da hvala za ogled, pa followujte nas še na Instagramu, Sell Denarju, pa se vidimo.